Torej, spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, prav lepo pozdravljeni, lepo dobro jutro tukaj v dvorani Slovenske Matice, ki jo tako rekoč gledate iz svoje bližine, pa morda niti opazili niste, da na naši stavbi piše Slovenska Matica. No, danes pa ste vendarle prispeli v to hišo, ki je lani praznovala 160 let svojega obstoja. 160 let se morda nekomu niti ne zdi tako zelo veliko, ko vemo, kakšne stare institucije obstajajo po Evropi, pa vendarle je to najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo, ki še danes obstaja in ki, postavimo se nazaj v čas, torej v sredino 19. stoletja, v čas, ko Slovenci nismo imeli ne svoje univerze, ne svoje akademije znanosti in umetnosti, ko so vsi naši intelektualci hodili študirati v tujino, vemo na Dunaj, tudi v italijanska mesta, in seveda nismo imeli niti učbenikov v slovenskem jeziku. Torej, to je čas, ko se je slovenski jezik v visok kulturni in znanstveni, literarni, umetniški in znanstveni jezik intenzivno oblikoval. In takrat so se zbrali rodoljubi, praznovali smo 1000-letnico prihoda svetega Cirila in Metoda v naše kraje, ki sta prišla leta 863, in v Mariboru je potekalo bralno srečanje, takrat so se ta srečanja imenovala kako? Beseda. In potekalo je bralno srečanje, literarni velik dogodek v čast tema dvema svetnikoma, in ker so že dolgo in dolgo in dolgo snovali tako društvo, tako inštitucijo z imenom Matica na Slovenskem, pa se nikakor ni premaknilo, so takrat Mariborčani zbrali denar, napisali ustanovna pravila in rekli, dajmo že v Ljubljani ustanoviti Matico, takrat imenovano Matico slovensko. Na tem dogodku je bil tudi Janez Blajvajs, ki ga vidite tukaj. Janez Blajvajs, veste, kaj je izdajal? Pomemben časopis, kmetijske in rokodelske novice, s čimer je razsvetljeval slovensko prebivalstvo, zlasti kmete, on je bil doktor veterine, kako napredno kmetovati, in seveda je s tem tudi širil bralno pismenost, ki je bila takrat zelo nizka in na Slovenskem. No, in Blajvajs je vse to prinesel v Ljubljano, ustanovili so odbor za ustanovitev Slovenske Matice in v tem je sodeloval tudi Lovro Toman, ki ga vidite tukaj v sredini in ki je pozneje postal prvi predsednik Slovenske Matice. Ustanovljena je bila 4. februarja 1864, ampak to ni bilo tako kot danes, ko si se kar dobil in ustanovil društvo in rekel, mi obstajamo. Namreč potrebno je bilo pridobiti dovoljenje samega presvetlega cesarja in zato se tisti dan, ko smo to dovoljenje dobili, 4. februar 1864, in še 500 goldinarjev je dal zraven, šteje za ustanovni dan, rojstni dan najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva. In tukaj ste se danes zbrali, drage mlade in dragi mladi, da ne samo počastite to naše društvo, ampak da tudi sami stopite po poti teh imenitnih mož, ki jih vidite tukaj okrog sebe. In seveda tudi po poti velikega pisatelja Ivana Cankarja, ki je bil tako rekoč hišni avtor Slovenske Matice, ki je tukaj objavil svoja ključna nekatera dela, in o tem vam bom zdaj uvodoma nekaj povedala. No, Slovenska Matica, torej ustanovljena 1864 kot društvo veliko narodov, teh slovanskih, ki so bili takrat v okviru avstrijskega cesarstva, kasneje še Avstro-Ogrske,
je že imelo svoje matice, to so bila društva za širjenje torej bralne pismenosti, predvsem pa literature zahtevnejšega tipa, torej znanstvene literature, strokovne literature in tudi seveda umetniških del. No, in mi smo bili tako rekoč zadnji med temi slovanskimi narodi, ampak nič ne de. Organizacija je bila enaka, potrebno je bilo pridobiti člane, a ne? Zdaj pa kako te člane v Slovensko matico pridobiti? Vsak je prejel, vidite, ustanovni član, ki je pomagal ustanavljati Slovensko matico, takole potrdilo. In kaj na njem? Vidimo oba svetnika, svetega Cirila in Metoda, grbe avstrijskih dežel, predvsem pa slovenske, posameznih dežel na Slovenskem, a ne? In potem tukaj piše, da je to potrdilo s tem pismom dokaz, da je, kaj pa tukaj naprej, gospod. Njen ud. Kaj to pomeni, gospod? Da so bili člani s prvotno Slovenske matice samo gospodje. Torej, danes pa seveda imamo to srečo, da imamo tako ugledne članice kot člane med sabo. In ena izmed njih, tudi podpredsednica našega upravnega odbora, profesorica dr. Vesna Nikolič je danes z nami, ukvarja se z Ivanom Cankarjem in ona bo potem prevzela tudi to strokovno besedo. No in tako naše članice in člani pripravljajo predavanja, raziskujejo, med njimi so številni akademiki, profesori in verjamem, da marsikdo, ki danes sedi tukaj med vami, bo v prihodnosti tudi pisal zgodovino Slovenske matice na enak način. No, Slovenska matica je bila ustanovljena, začela je izdajati in raziskovati predvsem slovenske pokrajine, potem slovenske, izdajala je prvotno tudi številne učbenike, v glavnem seveda najprej samo prevajali so te učbenike z področja fizike, botanike in tako dalje. Namreč zakaj? Ko je Lovro Toman, ki je bil tudi naš tako deželni kot državni poslanec na Dunaju, ministra Šmerlinga, avstrijskega, interpeliral, da še vedno, kljub temu, da vemo, da je že Marija Terezija uvedla ta splošni šolski red, torej tudi poučevanje v slovenskem jeziku, ko je Lovro Toman tako rekoč skoraj, ne bomo rekli 100 let, ampak kar enih 80 let pozneje, Šmerlinga interpeliral, da še vedno ni učbenikov v slovenskem jeziku in se ta pouk ne izvaja, mu je ta minister odgovoril, da so pač za poučevanje in znanstve in tako dalje, da je pravi nacionalni jezik samo tisti, ki ima tudi svoje znanstvene knjige v svojem matičnem jeziku in da zato slovenščina ni primerna za nič kaj drugega, kot samo za poučevanje krščanskega nauka. To je še toliko bolj razjezilo seveda te naše vrle Slovence, tako da Lovro Toman, ki je bil prvi predsednik Slovenske matice, je tudi izrazito poudarjal in od takrat dalje skozi vso zgodovino poudarjamo pomen slovenskega jezika, razvijanje slovenske znanstvene terminologije in se torej upiramo vpeljavi angleščine kar po dolgem in počez na slovenske univerze in seveda skrbimo za slovensko knjigo, kulturo in znanost. Čisto na kratko še o teh možeh, ki vas danes obdajajo tukaj v dvorani. Zakaj boste videli? Zato, da bomo tako nekako se sprehodili tudi do Ivana Cankarja. Torej, Lovro Toman, prvi predsednik, nekaj sem o njem že povedala, znan kot soprog znamenite pesnice Josipine Turnograjske, ki pa je zelo mlada umrla in zaradi tega je nekako, to so zelo dragocena pisma, ki sta si jih pisala med sabo, zakonca, seveda vse do njene smrti. Potem pa se je predal predvsem svojemu poslanstvu za slovenski narod.
Tukaj nam manjka ena podoba. Boste videli, kadar so slike Slovenske matice, so vedno tako 3 podobe tukaj. Se opravičujem. Tukaj nam manjka podoba Henrika Edvina Koste, drugega predsednika Slovenske matice. Letos se spominjamo 150 let njegovega rojstva in zato smo seveda sliko dali v restavriranje, da bo zasijal še v lepšem sijaju. In 3. junija bomo imeli simpozij o njegovem delu, o njegovem pomenu v slovenski zgodovini. 3. predsednik sem ga že omenila, znameniti Janez Blajbajs, potem si sledijo predsedniki Josip Marn, ki je bil edini duhovnik, čeprav je zelo veliko duhovnikov bilo teh naših ustanovnih članov, edini duhovnik med predsedniki. Bil je znamenit jezikoslovec in Slovenska matica ni skrbela samo za izdajanje knjig, ampak za vse, kar je povezano s slovenstvom in njegovo kulturo in ohranjanjem te. Zato je intenzivno odkupovala tudi rokopise naših pisateljev. To, kar danes hranijo v Nuku, je vse Nuku podarila Slovenska matica. Imeli smo rokopis Valentina Vodnika, Cankarjeve rokopise in tako dalje. In danes to skrbno čuva Narodna univerzitetna knjižnica. No, gospod Marn je pa v zvezi s tem dobil rahlo črno piko, zaradi tega, ker je pač bi morali odkupiti Jenkove rokopise in je takrat rekel kot duhovnik: tu je pa preveč erotike v tej poeziji. Rokopisov niso odkupili in danes so izgubljeni. Sicer pa je pomembno jezikovno revijo 30 let vodil, tako da je krepil slovenski jezik, tako kot vsi drugi avtorji, ki so pri matici v dolgih letih izdajali. Sledita še Peter Graseli pa Janez Poklukar. No, potem pa se mi že prestavimo na tole desno stran in sicer k vhodnim vratom, kjer vidite tudi najdragocenejšo sliko, ki jo hrani Slovenska matica. Naslikal jo je impresionist Ivan Grohar. In koga je zdaj na tej sliki upodobil? To si pa dobro zapomnite tudi zato, da boste znali imeti hvaležnost do svojih, bi rekla, duhovnih mam in očetov, tistih, ki vas vodijo po izobraževalni poti, torej do svojih profesoric. Zakaj? To je mož, imenovan Fran Levec, ki je zelo zaslužen, da je Ivan Cankar napisal toliko, kot imamo danes. Zakaj? Bil je njegov profesor na realki, tako je spoznal izredno nadarjenost svojega dijaka, ga vzpodbujal k pisanju in v arhivu Slovenske matice, tega danes hrani Arhiv Republike Slovenije v zajetnih več kot 150 mapah, takih škatlah, lahko najdete, kako je Fran Levec, takrat, ko je bil predsednik je postal proti koncu 19. stoletja in bil vse do 1907, torej na prelomu tega 19. v 20. stoletje, kako je torej Fran Levec Ivanu Cankarju vnaprej plačeval, da mora kaj napisati. In seveda potem je to tudi terjal. Napiši že, napiši že, napiši že. In tako je Ivan Cankar pri Slovenski matici v samo 8 letih med 1900 in 1908 izdal tukaj kar 10 svojih del. Zato lahko danes Slovenska matica govori, seveda, da je bil Ivan Cankar na nek način njen hišni, torej z veliko začetno matičin avtor. No, kako se je začelo to sodelovanje z Ivanom Cankarjem? Tukaj imam ohranjene knjige, žal platnice niso originalne, ker so knjige izdali v taki le mehki vezavi, tako da imam samo eno, in seveda se je ta zelo poškodovala in so se naše arhivske knjige, smo jih potem vezali v nove platnice, ampak seveda tukaj pa lahko vidite
kako je izgledala ta zbirka, v kateri je večino svojih del izdal Ivan Cankar. To je bila Knezova knjižnica in vprašali se boste, zakaj pa Knezova, kdo zdaj to je? Anton Knez je bil znameniti slovenski podjetnik. Mlad človek, nadobuden, imel je v lasti kar nekaj posesti, tudi trgovino in tako dalje. Toda bil je žal nesrečno zaljubljen, tako predvidevajo. In mislim, da pri svojih 34 letih, če se ne motim, ne me držati za besedo, ga neko jutro najdejo, kako je naredil samomor. Žal seveda tega pomembnega slovenskega podpornika, ampak ko so odprli njegovo poroko in so domači dediči pričakovali, da bo vse namenil njim, je v njegovem pismu poslednjem stalo, naj vse premoženje dobi Slovenska matica, ustanovi Knezovo fundacijo, iz katere se bodo izdajala slovenska dela, ki bodo, tako je rekel, blizu tudi seveda morali in krščanskemu nauku, pa vendarle visoko umetniška, za širjenje bralne in seveda knjižne pismenosti med slovenskim prebivalstvom. No in seveda matičarji so nemudoma leta 1894 osnovali to Knezovo knjižnico. Že 6 let pozneje, 1900, je začel v tej zbirki zabavnih in poučnih spisov, kot je podnaslovljena, vidite, izdajati torej v 7. zvezku tudi Ivan Cankar. Takrat je v knjigi šlo več del, tako da objavljene skupaj še z Meškovimi novelami, pa vendarle je tu njegova objavljena njegova prva pripoved, Popotovanje Nikolaja Nikića, 1900. Potem so sledile izdaje kar po vrsti. 1901 izidejo njegovi Tujci in ta roman. To delo smo seveda tudi ponatisnili tukaj na tak način in upamo, da bomo v prihodnosti vseh teh 10 del izdali v taki zbirki, da jih bomo imeli znova skupaj združene, tako kot je nekoč pri nas ustvarjal Ivan Cankar. Leta 1902 pa že sledi njegov roman Na klancu. Ta je že išel samostojen v celi tejle knjigi, a ne? Vemo, roman Na klancu na nek način, danes pravimo velikokrat, da je to spomenik njegovi materi tudi, ne? Pripoveduje tudi o svojem otroštvu, o mami, in v tem romanu je seveda, če gledate tudi film, ki je bil po njem posnet, ta znameniti tek za vozom, ki ponazarja seveda metafora, kako tega voza mati nikoli ne ujame. In tako je tudi z našim življenjem pogosto, da vseh tistih sanj, vseh tistih upanj, ki jih nosimo v svojem srcu, ne moremo doseči. No, leta 1903 izide pripoved, povest Življenje in smrt Petra Novljana. Potem leta 1904, to imamo torej prav še v originalu, njegov roman Križ na gori. Leta 1905 izideta v tej zbirki kar 2 povesti, in sicer Potepuh Marko in kralj Matjaž in pa pripoved v mesečini. 1906 še eno osrednjih Cankarjevih besedil, to je njegov roman, samo da jaz tole uspem odpreti, njegov roman Martinka Čur, podnaslovljen seveda tudi kot idealist, torej ponovno ta podnaslov, ki govori o tem, da skozi življenje hodimo s številnimi ideali,
številnimi željami, da bi delali dobro, da bi odkrili resnico, da bi s to resnico osvetlili tudi ljudi, ki nas obdajajo, pa nam to vedno ne uspeva, pa vendarle nekako sporočilo, da kljub temu ne smemo odnehati. No, leta 1906 izide še kratka pripoved Smrt in pogreb Jakoba Nesreče in nazadnje izide še leta 1908 roman Novo življenje, ki smo ga prav tako že uspeli izdati, ponatisniti torej v tej naši zbirki posvečeni Ivanu Cankarju. No, Slovenska matica, kot sem rekla, pa je imela številne predsednike. Leta 1907 se nekako nehata predsedovanje njegovega profesorja Frana Levca in leta 1908, kot smo lahko videli po tej bibliografiji, tudi Ivan Cankar neha sodelovati s Slovensko matico. Vprašali se boste, zakaj? Naslednji predsednik je postal Fran Ilešič, ki ga vidite tukaj. In Fran Ilešič se je zavzemal za tako imenovani ilirizem, torej za povezavo vseh jugoslovanskih narodov, tudi na jezikovni ravni. Poskušali so stvoriti nekakšen enoten jugoslovanski jezik. To se je seveda z vsem srcem upiralo Ivanu Cankarju. In če berete uvod v zbirko črtic Moje življenje, boste lahko odkrili, kako tam v uvodu piše, da je dobil Slovenske matice nek dopis, ki je pravo jezikovno skropucalo in ga je nemudoma vrgel v ogenj. Torej v duhu Ivana Cankarja sledite temu sporočilu, da je treba jezik, ki ga govorite, jezik, ki ste ga prvega slišali, s katerim vam je spregovorila vaša mama, in so bile to prve besede, ki so sedle v vaše ušesa in vaše srce, da je torej treba ta jezik negovati in čuvati. Ni naključje, če govorite slovensko, poznate dvojino, poznate to imenitno sporočilo o dveh, o jaz in ti, ki je v bistvu temelj vsake ljubezni, tudi ljubezni do jezika. In seveda to, da poznate dvojino, pomeni, da na drugačen način dojemate odnose med ljudmi, kot jih morebiti dojemajo tisti narodi, ki dvojine ne premorejo. Jezik je tisti, ki torej določa naše mišljenje na nek način, in jezik, tisti materni jezik, je tisti, ki določa tudi, kako bomo na osnovi teh misli delovali. Zato je tako ključno in pomembno to Cankarjevo sporočilo, ta njegov simbolni zažig nekega jezikovnega skropucala, kot je temu on rekel, in čuvanje maternega jezika. Ker bom predala besedo kolegici, profesorici dr. Vesni Mikolič, naj morda povem za zaključek samo še to, da je Slovenska matica poleg že omenjenega izdajanja znanstvenih in kulturnih umetniških spisov, poleg že omenjenega odkupovanja številnih rokopisov, skrbela tudi za postavljanje spomenikov slovenskim pisateljem. Slovenska matica je zaslužna, da je Valentin Vodnik dobil svoj spomenik v Ljubljani, za spomenik Ivanu Tavčarju in podobno. Ustanavljala je posebne odbore, ki so seveda potem skrbeli za pripravo teh spomenikov, in imela je tudi poseben odbor za prenos posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja z Dunaja. Zakaj vam to govorim? Kako zelo pomembno je bilo za njih, da so veliki možje slovenskega jezika, naroda, kulture pokopani torej v slovenski zemlji. Vabim vas, da greste na Navje, kjer boste našli grobove številnih naših predsednikov in seveda tudi pisateljev.
No, zakaj govorim o prenosu posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja? Na Dunaju so namreč ukinjali pokopališče in nemudoma so rekli, da je treba posmrtne ostanke Jerneja Kopitarja prepeljati na naša slovenska tla. Namreč pred 2 letoma smo našli še edino ohranjeno sliko Jerneja Kopitarja. Tukaj so njegovo okostje, ki so ga na Dunaju položili v krsto in prepeljali v Slovenijo. In tudi to fotografijo smo predali Narodni in univerzitetni knjižnici, ampak skupaj s to fotografijo smo odkrili tudi še zadnji originalni Cankarjev rokopis, ki je bil v eni od omar, torej romana Novo življenje, in tudi ta rokopis lahko najdete v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice. No, ker pa sem poudarila, da je Slovenska matica skrbela za postavljanje spomenikov slovenskim pisateljem, so seveda morali imeti podobo, kako ti pisatelji izgledajo, da so jih lahko ulili v bron. Zato je Slovenska matica skrbela še za nekaj. Namreč, kaj je tole? To je posmrtna maska Ivana Cankarja. Da so lahko kiparji naredili kip, so ob smrti vzeli mavčni odlitek vsakega pisatelja in na tak način dobili osnovo za pripravo njegove podobe, za upodabljanje v bronu. In Slovenska matica še vedno hrani Cankarjevo posmrtno masko. Si jo boste lahko pozneje tudi tukaj ogledali. No, zdaj pa od smrti slovesa Cankarjevega k življenju, k njegovi literaturi, ki je večna in ki je nagovarjala tako imenitno Slovence ob začetku 20. stoletja in zdaj kot dijakinje in dijake tudi vas. In predajam besedo profesorici doktorici Vesni Nikolič, ki je pri Slovenski matici izdala tudi tole knjigo Ali bereš Cankarja, zakaj je to spraševanje in kako ga brati. Pa izvoli, draga Vesna, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Ja, izvoli. Najlepša hvala govorni urednici, tajnici naše Slovenske matice, dr. Ignaciji Fridl Jarc, za ta izjemen vpogled v delovanje Slovenske matice. Najbrž niste poznali doslej tako ne matice, ne, bom rekla, teh pomembnih okoliščin delovanja Ivana Cankarja. In tudi to je pomembno, ko se soočate z njegovimi deli. Veste, da je recimo literarna teorija ali pa tudi recimo strategije branja se razvijajo skozi čas in nekaj časa je veljalo, da so biografije najpomembnejše in so se dijaki predvsem učili biografij na pamet. Potem je nekaj časa bilo, da so samo besedila pomembna, da ni pomembno vedeti, kdo, kaj, kdo je bil, v kakšnih okoliščinah je pisal. Danes mislim, da velja, da je treba nekako seveda izhajati iz besedila, ampak znati umestiti besedilo v prostor in čas, razumeti okoliščine, povezati z avtorjevim časom, prostorom in seveda z osebnostjo, predvsem avtorja, znati pa tudi iz besedila potegniti to, kar je aktualno še danes. In pri Ivanu Cankarju lahko rečemo, da je, hvala lepa, pri Ivanu Cankarju lahko rečemo, da je tega zelo veliko, aktualnega, da je zelo veliko, čeprav se nam včasih zdi, da temu ni tako, ali pa da je Ivan Cankar klasik,
v takšnem pomenu besede, da je bil morda, ne, da je izhajal iz nekega preteklega časa, ki danes, ki mu današnji časi niso več podobni, ali pa recimo, da je jezik, ne, iz nekih nekdanjih časov in da danes govorimo drugače, ali pa da je mogoče, ne, bil Cankar že takrat pravzaprav zahtevnejši avtor in ne, je danes zaradi vseh teh stvari, ki sem jih omenila, še zahtevnejši za mlade bralce in za bralce nasploh. Sploh v času, ko vemo, da se bere tudi knjižnih izdaj vse manj. Jaz računam na to, da ste vi še vedno bralci, da ste bralci tudi ne samo obveznih domačih branj, ampak da berete tudi iz lastnega interesa, a berete? Ja. Kaj pa Cankarja? Ali berete Cankarja? To pa najbrž ne, ne? Srečali ste se z njim v osnovni šoli. Katero delo ste? Se spomnite, kaj ste brali v osnovni šoli? Črtice. Črtice njegove, ja. Ne cele zbirke, po mojem. Ne cele zbirke, določene zbirke mogoče iz mojega življenja, kjer opisuje recimo otroštvo, ne. Mogoče se spomnite Pehar suhih hrušk, ne. Ja, no, skratka, gre za to, da se v osnovni šoli seveda želi približati mladim Cankarja na ta način, da se lahko poiščete v njegovem otroštvu. Zdaj, v gimnaziji je seveda malo drugače. Vi imate kot domače branje, kolikor vem, 2 deli, ne, Hlapci in Kralj na Betajnovi. Ste jo morda že prebrali? Ja? Vsaj enega. Kolikor vem, boste tudi v razredu se o tem še pogovarjali, boste obravnavali. No, danes bomo poskušali izhajati seveda iz teh del, predvsem sem si zamislila, da bi o Hlapcih nekaj spregovorili. Bi si pa želela, da bi torej ne ostali samo pri njegovih dramah. Seveda so vse drame, bil je izvrsten dramatik, bil je pravzaprav prvi slovenski dramatik, ne prvi slovenski dramatik, veste, da smo imeli, ne, že prej Županovo Micko in tako naprej, ampak prvi slovenski dramatik, ki je v resnici bil, bomo rekli, na ravni tedanjih evropskih dramatikov in so njegove drame še danes izjemno aktualne. Ampak, kot rečeno, niso samo drame tiste, ki so aktualne, čeprav so ravno drame recimo najbolj realistične, ker že zaradi narave samih del, ne, so napisane tako, da jih pravzaprav, da si jih najlažje predstavljamo, tudi naša gledališča jih še uprizarjajo, ravno Kralja na Betajnovi so sedaj v drami, ne, postavili na oder, najbrž si ga boste šli pogledati. Skratka, gre za to, da so drame recimo, bomo rekli, najlažje za branje, ker si najlažje predstavljamo dogajanje, ki ga prikazuje v teh dramah, ampak tukaj bi vam pravzaprav rada in tudi v tej knjigi Ali bereš Cankarja sem si zastavila nekako, spontano je to prišlo, iz raziskav, ki sem jih delala o Cankarju, o Cankarjevem jeziku, sem si potem zastavila za cilj, kako približati Cankarja, zato da so nam pravzaprav vsa dela, da nam postanejo bližja. Da v bistvu lahko črpamo to res veličino, res ta velika sporočila, ki nam jih lahko da Ivan Cankar in ki jih danes iščemo marsikje, pa imamo že toliko tu, že samo v teh 10 knjižicah, pa še v drugih, ki jih je Cankar izdal. Skratka, res je to, da je Cankar veljal za zahtevnega avtorja že v času svojega življenja, vendar je pa res tudi to, da
je imel zveste bralce, da je bil že takrat, danes bi rekli popularen, ali kako se danes še kako drugače reče, ne, prepoznaven, ne vem, danes bi mogoče bil celo, ne vem, tiktoker ali kaj podobnega. Skratka, bil je tako popularen, da je bil ta pogreb, ne, prej smo govorili o njegovi smrti, en največjih pogrebov, tudi z državnimi častmi izpeljan in mu je sledilo ogromno ljudi, ne. Skratka, bil je in tudi pred tem, ko je živel na Rožniku, so se k njemu stekale, ne bom da rekla množice, ampak mnogi ljudje, tudi mnogi mladi so ga obiskovali, ker jih je navdihoval svojimi deli in svojo prezenco. No, ampak da ne bom predolga, želela bi, da bi si v prvem delu tega predavanja pogledali teh, bom rekla, tako sem jih tudi imenovala v tej knjigi, 5 korakov do Ivana Cankarja. Pravzaprav vam želim dati ključ za branje Cankarja, zato sem v tem delu analizirala njegove ključne besede in potem obravnavo, torej branje, razdelila v 5 korakov, ki bi vam jih rada danes predstavila. In potem bi po teh 5 korakih bomo šli skozi Cankarjevo dramo Hlapci in morda omenili še kakšne druga njegova dela. Skratka, če torej začnemo, bom sedaj čisto malo, zato da bomo res začeli in medias res, da ne bomo bili predolgi, pač pa res jedrnati in povedali bistveno. Bom rekla, se sliši, tako, ja, hvala. Skratka, kot sem povedala, no, sama, kot ste videli, sem jezikoslovka, slovenistka, tudi italijanistka, delujem tako na Koprskem inštitutu za jezikoslovne študije ZRS Koper, kot predavam na slovenistiki Univerze v Trstu. In se tako kot raziskovalka, kot predavateljica veliko ukvarjam s Cankarjem, potem pa seveda na Slovenski matici, ko smo si zadali, da bomo teh 10 knjig ponatisnili, sem z veseljem sodelujem tudi pri tem. Skratka, sem se na več načinov ponovno začela ukvarjati s Cankarjem, potem, ko sem med študijem slovenistike, bom rekla, kar tako padla noter. Torej, takrat sem začutila Cankarja zelo blizu in od takrat ga pravzaprav čutim zelo blizu in ga, kot rečeno, sedaj tudi raziskujem. Ker sem pa, kot sem povedala, jezikoslovka, sem pristopila sedaj k Cankarju preko njegovega jezika. In veste, da je Cankar znan po svojem mojstrstvu v jeziku. Ne samo to, on je tudi zelo veliko razmišljal o jeziku. Rečemo danes, da je imel zelo visoko jezikovno zavest, zelo visoko raven jezikovne zavesti. On je v veliko pismih razmišljanjih izražal to razmišljanje o jeziku, se pravi, zavedal se je, kako pomembna je vsak izraz, vsaka beseda, tudi vsaka vejica, vsako ločilo, s katerimi je zelo bogat. In tudi svoja dela je bral na glas, da je slišal, kako zvenijo, preden je oddal. Čeprav se mu je vedno mudilo, ker veste, da je bil tudi prvi profesionalni pisatelj, živel je od pisanja, pa vendar ni oddajal, kot smo tudi prej slišali, kako je bil kritičen do kakšnih skropucal. Torej, imel je ta izrazit občutek za jezik, ki ga je tudi zavestno gojil, to razmišljanje o jeziku. Skratka, zaradi tega mi je še bolj zanimivo opazovati, kako potem tak avtor, ki je izrazito, bomo rekli, ne samo nadarjen, ampak tudi ozaveščen glede rabe jezika, me je torej zanimalo, kakšen je ta jezik.
In sem ugotovila, boste videli zanimive reči, ki jih bomo potem poskušali tudi skupaj na besedilu, kot rečeno, ugotavljati, da lahko govorimo pri njem, kot tudi pri drugih avtorjih, o nekaterih ključnih besedah. In ker so ključne besede, bomo rekli, če jih poznamo, odraz sveta, notranjega sveta nekega umetnika, je zelo dobro, če smo vnaprej pravzaprav pripravljeni na nekatere te ključne pomene, ključne besede tega pisateljevega sveta. In zato vam bom danes poskušala predstaviti na kratko vsaj nekatere ključne Cankarjeve besede, ki jih boste srečali v vseh njegovih delih. In boste lažje vstopali v njegov svet. Kajti namen umetnosti, literarne umetnosti, je vedno ta, vsak avtor, ko piše, tudi vi, ko mogoče ustvarjate, kaj pišete, kakšne pesmi, pišete, no, in kakšen je vaš namen? Zakaj pišete, z kakšnih nagibov? Kako? Iz dolgčasa, v redu, pač iz navdiha, torej nekaj, kar prihaja iz vas, se pravi, si ne rečete, jaz bom pa zdaj, ne vem, poskušal izobraziti nekoga ali pa bom poskušal prepričati nekoga, da je to tako, ne. Umetnost prihaja od znotraj navzven, se pravi, prihaja tako, da umetnik izrazi svoj pogled, svoj notranji svet in seveda pogled na zunanji svet. In če je, bom rekla, tisti pisatelj v pravem ali pesnik v pravem pomenu besede, bo ta svoj notranji svet znal združiti z enimi, bom rekla, eno razsežnostjo, ki je pravzaprav duhovno ali pa pač to vesoljno razsežnostjo, ki je skupna vsakemu človeškemu bitju. In tako se v tem subjektivnem pogledu, subjektivnem svetu lahko najdemo potem tudi mi. In takrat potem umetnost zaživi tudi pri bralcih. Se pravi, in če mi poznamo, s katerimi ključnimi besedami se avtor v bistvu svoj notranji svet povezuje s tem zunanjim, nam bo veliko lažje komunicirati s to literaturo. No, se pravi, da je prvi korak ključne besede, prepoznavanje ključnih besed. Drugi korak nas zanima, kaj nekdo, kaj pisatelj s temi besedami počne. Kaj počne, da dosega moč teh besed. Tretji korak, ko opazujemo to, kaj nekdo počne z besedami, se nam v bistvu že utrinjajo ideje. Nehote se nam razodevajo pomeni teh besed, razodevajo sporočila in pridemo do idejne plasti in tudi etosa besede. Se pravi, predvsem Cankar je vedno poudarjal, da je estetika in etika besede, da sta obe enako pomembni. Se pravi, bil je izjemno etičen človek in je ta njegova sporočila so zelo, niso tako didaktična, da bi nas karal in ne vem, mahal s kazalcem, ampak so vključena v njegovo v dogajanje, pa vendar jih lahko prepoznamo, etična sporočila, ki so aktualna vedno in upamo, da bo človeštvo ostalo človeštvo in da bo ohranjalo ta etiko svojega ravnanja in hkrati pa seveda, če bi se posvetil samo etiki, bi postal vedno bolj didaktičen, kot smo rekli, in bi izgubljal to umetniško vrednost, mu je bila pa hkrati pomembna tudi estetika, kot smo rekli, torej izraz, jezik in zato je to tako pravzaprav res izjemna literarna umetnost. No, in potem pa v četrtem koraku pa pravzaprav ugotavljamo, Cankarju je bila pomembna etika, posameznikova tudi, izhajal je vedno iz posameznika, iz njegovega občutenja, iz njegovih pogledov na svet. Ampak bomo videli, da je pravzaprav vedno govoril tudi o skupnosti, tudi o slovenstvu, tudi o slovenskem narodu. In je ta kulturni pogled,
ki je bil hkrati medkulturni. Zakaj? Ker v bistvu nas je on ves čas opazoval tudi teh 10 knjig, ki jih je pisal za Matico, jih je napisal vse v glavnem, ko je živel na Dunaju. Torej na Dunaju on ni samo študiral, ja, šel je tja za namene študija, ampak potem je ostal tam, delal kot novinar, v glavnem, tudi še kaj drugega, ampak v glavnem je čutil, da mu je ta položaj, in ni pisal o Dunaju, ja, vključeval je določene motive, ampak ni ga zanimal Dunaj, zanimal ga je še vedno slovenski prostor. Torej z Dunaja nas je opazoval in nas je videl lepo, tako z distance še bolj, tako, saj veste kako je, ko vidiš, ko se malo umakneš, vidiš še bolje lahko neko sliko, kot ko si potopljen med drevesi, vidiš gozd bolje od zgoraj, kot ko si izgubljen med drevesi. Tako da ta pogled, da je bil vedno tudi družbeno angažiran, Cankar je tudi zelo pomembno. In v 5. koraku, ko to vse že začutimo, ko že tudi razumemo, se pravzaprav lahko povsem prepustimo besedilu in bomo začutili, razumeli marsikaj, ne da bi se trudili kaj nam je hotel avtor s tem povedati. Se pravi, če imamo nekatera izhodišča o Cankarjevih ključnih besedah, o teh strategijah, kaj je počel z besedami, o njegovih idejah, o njegovi družbeni angažiranosti, se bomo lahko vsakemu delu veliko bolj sproščeno prepustili. Prepustili se bomo njegovemu ritmu, njegovim različnim pomenom, ki jih razpirajo njegovi simboli, njegove metafore. In vam ni treba takoj se spraševati, kaj zdaj točno to pomeni, kaj to. Tudi če ne razumete takoj, kar berite, tudi na glas berite. Cankar je treba na glas brati, da začutite ta ritem in vas bo kar potegnilo. In na koncu boste videli, se vam bo vedno bolj odkrival, vedno bližji vam bo. In upam, da vam bo sedaj tudi teh 5 korakov, ko bomo sedaj te elemente pogledali, pomagalo pri tem prepuščanju Cankarjevi literaturi. Pravim, zdaj tu imam veliko več napisano, kot bom povedala, ker bi rada tukaj samo bistvene stvari. V bistvu gre za to, da sem tudi s pomočjo teh novih tehnologij, s pomočjo digitalne humanistike oziroma korpusnega jezikoslovja, naredila korpus vseh Cankarjevih del, ki so na Wikiviru. Poznate Wikivir? Na Wikiviru veste, da lahko najdete, to so po zaslugi prizadevnih profesorjev in študentov slovenistike Filozofske fakultete, so danes tam zbrani pravzaprav dela vseh slovenskih klasikov, pa tudi recimo nekaterih sodobnih avtorjev, tako da lahko kar zaidete tja in berete kar z Wikivira slovenske avtorje. In tudi Cankarjeva dela so v glavnem vsa že tam. In tako da sem lahko naredila en tak korpus teh besedil in sem analizirala, obdelala njegovo besedišče. Kaj sem ugotovila? Ugotovila sem, da se bom rekla, večina njegovega besedišča, torej 2/3 besedišča se ponavlja. Samo 1/3 je takih besed, ki se pojavijo samo enkrat. Pri tistih besedah je sicer zelo inovativen, on ima izrazito recimo prosojno moder, bledo rumen ali pa celo nasprotja, kako že ima recimo prosojno temen, recimo, torej združuje nasprotja v eni besedi. Skratka, gre za to, da je zelo metaforičen, predvsem v takšnih zloženkah, zloženih pridevnikih recimo, pa vendar je pomembna značilnost njegovega besedišča, da veliko besed ponavlja. In zdaj, a ste imeli, ko ste kdaj, zdaj niste dovolj še Cankarja prebrali, da bi vas lahko vprašala, mogoče lahko vprašam profesorico, ali imate kdaj občutek, da je Cankar, ne vem, dolgočasen, da se ponavljajo ves čas iste besede? Ne, to ne, zato ker na te
besede, ki se ponavljajo, vedno znova tudi nagovarjajo. Ne? Recimo pač oči ali kaj podobnega, ampak ne vem, je to res, da je samo Cankarjevo, ker zdaj trenutno delamo Kocbeka in Jančarja za maturo in tudi tam oči, ne, mislim, kot ogledalo duše, ne, tako. Zame je pač njegov citat, da moje oči niso mrtev aparat, ampak so pokoren organ moje duše, se mi zdi skoraj temeljno vodilo sploh za vsakega umetnika, ne samo za Cankarja. Se pravi, pač ta notranjost, resnično tisto, kar je v nas, ne pa kar nas. Točno to, ne, v bistvu je moderna, ne pravimo zastonj moderna v tem obdobju, ker je Cankar ravno s tem obratom, ne, prej recimo, ampak dobro, to je stvar tudi enih literarnih teorij, literarnih poetik. Realizem je prej imel drugačen namen, je želel biti, odslikati resničnost, ne, da jo prepoznamo v literaturi, medtem čim bolj takšno, kot je. Ne, naturalizem je šel v najhujše skrajnosti. Ne. In tako da je nekako naravno prišlo do tega preobrata, ampak kaj so dosegli sedaj? Dosegli so ravno v tem času to modernost umetnosti, ki je še danes tu. Se pravi, danes čutimo, ja, da je umetnost ta, kot sem prej govorila, da je, ko avtor pogleda na svet s svojimi očmi in izrazi svoj pogled na zunanji svet. Ne? In to je Cankar v tem svojem uvodnem delu črtic v bistvu programsko povedal v tem citatu, ki ga je vaša profesorica zdaj tako lepo povedala. Skratka, in ja, zato ne čudi, da se tudi oči tudi pri kakšnih drugih avtorjih zelo pogosto pojavljajo, so pa seveda razlike. Ne? Gotovo je pa bolj zanimivo še naprej tudi to delati primerjave, ampak gre za to, da v resnici pri Cankarju, ne, in tu sem jaz naredila recimo 100, tukaj imate 500 najpogosteje rabljenih besed, tudi seznam je v knjigi, ne, in sicer po pogostosti in pa tudi po abecedi, tako da lahko poiščete, je ta beseda, ni, ne, oziroma po pogostosti. In tukaj so pa recimo, sem izbrala jih 100, ne, in naredila ta oblak, kjer so seveda tiste, ki so najpogosteje rabljene, oči se pojavijo skoraj 5000-krat, ne, v njegovih delih, se pravi v vsakem delu najmanj 10-krat, 20-krat tudi. Ne. Skratka, ampak vidimo, da je fokus njegovih besedil na v bistvu potezah človeškega obraza in človeka nasploh. Se pravi, vidite, da imamo poleg oči, imamo tudi spodaj obraz, imamo srce, imamo roko in tudi človek. Ne? Se pravi, on je v resnici, njegov fokus, bi lahko rekli, da je kot prvi plan v filmu. Ne? Se pravi, da opisuje osebe tako, da jih vidimo od blizu in ga zanima najožje človekovo okolje. In seveda ga zanima, s tem je povezano z očmi, sta povezana tudi dva glagola, vidite, da sta gledati je tudi še kar veliko, pa videti, ne? Se pravi, to so vse med prvimi 20 najpogostejšimi besedami. Potem pa seveda, ne, ko obdela, bi se reklo, ne, potem je glava in tako naprej, lice, ne, lice je zelo pogosto. Ko obdela človeka in njegovo najožje okolje, seveda ga potem pot vodi ven, oziroma pot, ne, vidite tu spodaj levo, pot je tudi ena ključnih njegovih besed, ki simbolizira marsikaj. Namreč marsikatera teh besed prevzame tudi vlogo simbola. Namreč, zakaj se, recimo srce, to tudi danes, kaj je srce, zakaj je simbol, tudi v poljudnem, vsakdanjem jeziku je srce simbol za... Ja, kar povejte na glas. Ljubezen, ne, za ljubezen, ali pa ko rečemo, tudi že v samem jeziku je to širokogruden, širokosrčen, ne, se pravi, ima veliko srce, pomeni, da je sposoben ljubiti, ne, v tem najširšem pomenu besede, ja.
Se pravi, srce je tudi v vsakdanjem jeziku že metafora oziroma simbol. Ne? Skratka, in ko sem prej vprašala profesorico Alice, ne, in je povedala, da v bistvu te besede začuti vsakič znova drugače, tudi ni čudno, ker seveda se pojavljajo v vedno novih delih, ampak čeprav so dela tudi mogoče na podobno tematiko, ne, ali pa tudi znotraj istega dela boste srečali te besede, ki se ponavljajo, vedno v drugem kontekstu, vedno v drugih besednih zvezah. In te druge besede, ki se pojavljajo, ne, poleg oči, poleg obraza, poleg srca in tako naprej, roke, odpirajo nove pomene teh besed. In recimo, boste videli, ni nujno, da so oči vedno lepe, lahko so tudi samo svetle, lahko so tudi temne, črne in tako naprej. Ne? Se pravi, gre za to, da odpira tudi nasprotne pomene ob istih besedah, oziroma iste besede mu nudijo zelo različne pomene. In pravim, bodite pozorni tudi na pot. No, ampak tu smo že pri tem drugem koraku, ko nas zanima torej življenje teh besed. Kaj počne s temi besedami? Ne? In tu pridemo do dveh, ne, ko pravimo, da se razpirajo različni pomeni, različna tudi simbolna polja, pridemo do dveh ključnih simbolnih polj, ki jim lahko sledimo v vseh njegovih delih. In če bomo razumeli te besede, bomo z veliko radovednostjo opazovali, kako jih v nekem delu, kaj nam pomenijo te besede v nekem delu. Namreč, poznate, prej smo omenili, ne, je izdal Cankar tudi pri Matici tak svoj ključni roman Na klancu. A se morda spomnite, ali iz filma, ali iz pripovedovanja, simbol česa je ta klanec v romanu Na klancu? Se ne spomnite? A ste bili že morda na Vrhniki, v njegovem rojstnem kraju? In kaj so vam povedali o klancu? Pač to je živel. Tam je živel in kdo je živel takrat na klancu? Ja, on svojo družino. Ja, pa je bil to recimo, ne vem, bogat predel ali so bili to revnejši? To so bili revnejši, ne, in tako je tudi v tem delu pravzaprav klanec ne samo metafora, ampak simbol, zato ker ne, je to, lahko razberemo, da ima vedno ta pomen, ne samo za Cankarja, ne samo za protagonista v tistem romanu, ampak da se pravzaprav nanaša na celoten slovenski narod, na vse revne, proletarske, ne, pač revne kmete, torej sloj, ki je bil obubožan, ki je bil izkoriščan, ne, in je torej hrepenel po dolini, po Ljubljani, ne, bližnji, po nekem, po lepem, svetli dolini, ne. Ampak, to vam hočem povedati, da je v kakšnem drugem delu pa ravno dolina lahko, a poznate dramo Dolina, torej Pohujšanje v dolini Šentflorjanski? Ste gledali? Kaj pa tam, kakšna je ta dolina? Kako? To se izgleda, da dobro snemo čuro, tako da to je... A je tako revno, ali sem... Kaj zdaj ne, sem zelo estival, a je tako dosti revno za skupaj? Revno, predvsem po ozkosti, ja, po pogledih, ne, ker se vsi pretvarjajo, ne, vsi se zbojijo, da bodo njihovi grehi prišli na dan, ko pride en tujec, ne, v njihovo skupnost, in to razkriva Cankar, ne. Se pravi, da je ta dolina v bistvu, ja, ne vem, Hamlet bi rekel, nekaj gnilega je v deželi Danski, ne. Se pravi, ta dolina je temačna zaradi tega, ker so odnosi niso razčiščeni, niso transparentni, bi lahko tudi rekli danes, ne. Se pravi, gre za to, da je tam, ne, da je marsikje
pa dolina, v marsikaterem delu dolina tista, iz katere si želijo protagonisti v bistvu na svetlo. In je klanec tisti, ki jih vodi navzgor. Tako da o tem govorim, ko pravim, da lahko iste besede pomenijo v različnih Cankarjevih delih, ali pa celo znotraj istega dela, zelo različno, odvisno od konteksta. Ne? In se pravi, če je naša štartna pozicija ali klanec ali dolina, ali, ne, in ponavadi je nekaj, ne, neko okolje, iz katerega si posameznik želi na boljše, ne, se pravi, si želi na pot. Pot je tisto, kar je pri Cankarju lahko zelo konkretna pot, na katero se nekdo odpravi, ne, iz te doline ali iz klanca, ali pa je pot simbol za življenje, za naše življenje, ne, ki je spet povezano s posameznikom ali tudi z družbo, kot bomo videli potem. Ampak kaj je ključno, da se nekdo odpravi na pot, da si želi iz te doline ali pa z tega klanca na boljše? Ključno je to, da ga vodijo sanje. Da ga vodi, lahko bi rekli tudi, do zdaj ste morda tudi slišali, s Cankarjem se velikokrat povezuje pojem hrepenenja, ne, koprnenje, to je tudi njegova ključna beseda, koprnenje, hrepenenje in sanje seveda. To so vse njegove ključne besede, vse to, kar zdaj tu omenjam, so med njegovimi 500, oziroma te so celo med, gotovo med 100 ali pa nekatere med prvimi 20, ne, večina teh. Skratka, gre za to, da so sanje tiste po Cankarju, ki nas spravijo z te, bom rekli, danes tudi rečemo, iz cone udobja. Torej, nekaj nas žene naprej in tudi, če nikoli ne dosežemo teh sanj, vedno je prav, da sanjam sledimo. To nam kaže Cankar in bomo o tem še spregovorili. No, tukaj pa omenimo samo še to, kar smo pravzaprav rekli že pri klancu in dolini, da imamo tudi druge, v bistvu, protipomenke, ne, poznate pojem protipomenka, antonim, luč, tema ali mrak, potem dan, noč, sonce, senca, bel, črn, domač, tujina, domač, tuj, dom, tujina, zvezde, blato, bog, hudič, se pravi, ko imamo recimo v tujcih, je tukaj 100 besed s korenom tuj, ampak boste našli ravno toliko besed s korenom dom. Ne, dom, domač in tako naprej. Se pravi, ravno tako, kjer je dan, boste našli tudi noč. Kjer je sonce, boste našli tudi senco. In sonce ni nujno vedno samo svetlo in senca ni nujno vedno temna, nekaj slabega. Ne? Se pravi, to so vse metaforični pomeni, vsakič se odpirajo novi in novi pomeni, ki se lahko glede na kontekst razlikujejo. Ampak vedno pa ga zanima ta kontrast med dobrim in zlim, med svetlim in temnim, med nečem, ne, kar nas žene in kar nas vleče nazaj. Se pravi, zato je Cankar zelo dinamičen, čeprav se nam kdaj ne zdi. Ne? Tako da, če boste na ta način opazovali v zbognalo, ker boste videli, ne, boste takoj prepoznali, sonce, senca, se pravi, ves čas vidi to dvojnost, ki smo jih priča v življenju. V življenju ni enega človeka, ki bi bil samo dober in samo slab. Ne, in enega dejanja, dobro, so dejanja, ampak so seveda pretežno dobra ali pretežno slaba, ali pa pol, ne, odvisno, ampak vedno, ne, takšno je življenje, ne, da smo soočeni z enim in z drugim in Cankar to opisuje. In tudi pot je zato, kot simbol tega življenja, obkrožen, vidite, tukaj je tudi iz te raziskave obkrožen s pridevniki, ki so temni in svetli, lepi in slabi. Ne? Se pravi, pot je lahko zelo različna. No, in zdaj smo že pri recimo, zdaj bom malo pohitela, pravzaprav gre za to, da je Cankarjeve te besede, ki so teh ključnih 500 ali pa tudi teh ključnih 100, so zelo elementarne besede. Ne boste imeli težav z razumevanjem. Mogoče bo kakšna, ne vem, kakšen arhaizem, ne vem, duri, a veste, kaj so duri?
vrata, ne, izba, veste kaj je izba, soba, dacar, to je davčni izterjevalec, ne, danes tudi poznamo, samo ne rečemo več dacar. Skratka, lahko boste našli kakšen arhaizem, ne, mogoče tudi za kakšen predmet, ki ga danes ni več, ampak ne ozirajte se na to. Te najpomembnejše besede so zelo elementarne, ker je on ni maral v visoko letečih besed, takih, ki jih uporabljajo tisti, vem, ne, tudi kakšni, ki so se trkali po prsih, pa ne, narodni budi pa v resnici niso zares čutili, ne. On je dejansko si želel besedišče, tisto pravo, ki ne služi samo olepševanju resnice, ki jo prikaže resnico, ne, tako, zato da jo mi prepoznamo, skladno tudi z njegovim namenom, ne, ki pa jo dviga, te pomene dviga, ne, to tudi estetsko vrednost besede, ravno s tem postavljanjem vedno nove, ne, kontekste. Tako da recimo en italijanski prevajalec Cankarja, zelo znan, je rekel takole, je rekel: Cankar iz navadnih besed piše pesem. Ne? Torej on v resnici ustvarja pesem iz navadnih besed. In tukaj tudi imam par primerov, kjer je italijanski prevajalec pravzaprav si ni upal slediti, ampak to se ne bomo zdaj spuščali v tem, se ni upal slediti v takšne, tudi v takšno elementarnost, takšno grobost včasih, ne, kot je šel Cankar, ampak na drugi strani je pa to besedišče dvigal. No, tukaj bi rada opozorila na neobičajni besedni red. Poznate členitev po aktualnosti? V slovenščini veste, kako je glede na to, kar je novega v sporočilu, kam postavljamo? Ali povemo na začetku, tako kot je recimo v angleščini, ali povemo na koncu? Na koncu je jedro. Cankar pa je dosegal posebne poudarke, da je včasih tisto, kar bi pričakovali, da je na koncu, postavil na začetek. In to je njegov zelo pogost, se pravi, namesto da bi začel z osebkom, Martin Kačur je prišel v poštno gostilnico rosen in blaten, pravi, rosen in blaten je prišel Martin Kačur v poštno gostilnico. In s tem doseže poudarke na vseh teh mestih, na jedru, ne, tudi še vedno, ker zdaj je kar naenkrat Martin Kačur in poštna gostilnica v središču, ne, čeprav bi bilo prej samo v izhodišču. V izhodišču je pa nekaj, kar nismo pričakovali in nas tudi udari, bomo rekli, v ušesa in v oko, rosen in blaten, ne. Tako da to je recimo ena taka njegov pristop, na katerega bodite pozorni. In pa seveda to ponavljanje, ne gre samo za to, da ponavljate ključne besede, ampak ponavlja tudi recimo členke, ponavlja besedne zveze, ponavlja stavčne strukture, ponavlja tudi cele odlomke recimo, ne. In poglejte tu pri tem odlomku, kolikokrat ponovi še se je držal obleke, tisti bolni strupeni vzduh, še so ostale sence na njegovem obrazu, še niso bile navajene sonca, ali pa njegovem obrazu, njegovem srcu, njegove oči, vidite, celo človeka, kako natančno piše, in vsakič ponovi njegove. A so vas kdaj učiteljice opozarjale, ne ponavljajte besed, ker boste škodili načelu živosti? Cankar se na to ni oziral, ne? Ampak kaj je dosegel? Torej ne, da se ni oziral, on se je točno zavedal, kaj počne. Se pravi, tudi vi, če veste, zakaj ponavljate, kaj s tem dosežete, potem kar ponavljate in tudi utemeljite profesorici, ne? Se pravi, gre za to, kaj je dosegel s tem, kaj se vam zdi. Še se je držal, še, pa njegove. Nimate ideje, kaj, no bomo potem še prebrali tudi Hlapcev en tak odlomek. Skratka, gre za to, da dosega poudarke spet, ne, kjer jih ne pričakujemo, mislim, nam da jasno vedeti,
ne, to vzdušje, kakšno je, ker je še vedno je tako, še vedno je tako, bomo rekli, ne. Hkrati pa seveda izpostavi, ne, to osebo s tem zaimkom njegov, ne. Obenem pa s tem ne samo poudarja pomene, torej izpostavlja, daje poudarek določenim pomenom, ampak tudi ustvarja ta ritem, o katerem sem prej govorila. Ravno s tem ponavljanjem, ne, kot rečeno, ne samo posameznih besed, če bi šli pogledati, tudi stavčna struktura je podobna, on je ponavadi imel dolge povedi, sestavljene iz 4 stavkov ali pa variacij, ne, ki so nekako ravno, ne, ta dolge povedi s tem ponavljanjem stavčne strukture dosegal ta ritem, ki nas potegne, še posebej, ko beremo na glas, ne. No, in zdaj smo prišli preko tega, ko smo videli, katere besede izbira in kako jih poudarja, lahko izpeljemo iz tega idejo. Se pravi, je res, če je torej sonce in senca, če imamo dolino in klanec in nas sanje vodijo ven, kaj pomeni? In če zdaj teh sanj dosežemo ali ne? Zdaj, že prej je, uvodoma je dr. Fridlova povedala zelo lepo, da pravzaprav nas Cankar nam daje ta občutek, da je treba vztrajati, tudi če sanj ne dosežemo, ne. Ampak zdaj to ni kar tako potegnjeno, bom rekla, v naših glavah, ne, ampak v resnici nam da v delih, nam da vedno neke argumente, ki nam govorijo o tem, da je vredno slediti tem sanjam še naprej. In pravzaprav, če bi zdaj, recimo, s tem se ukvarja prav v tem romanu, zelo programsko pravzaprav, ne, čeprav je vpleteno lepo v dogajanje, v enem najzgodnejših že svojih romanov, Novo življenje, ne, ko se sprašuje, a je torej treba ven iz tega trpljenja, pozabiti na vse in začeti novo življenje, ki bo samo lepo. A je to možno, se vam zdi? Ne, ne, se pravi, tukaj pravzaprav sprejme to resnico, da nikoli ne bo dosegel nekega novega življenja, ki je samo lepo, ampak da je novo življenje že ta pot, ki jo hodi. Torej, ko sprejme trpljenje in ko vidi sanje, ki ga vodijo dalje. In to je že novo življenje. In po tej poti greš samo naprej in to spoznanje je novo življenje, ne. In tako da tukaj je neko ključno sporočilo, ki ga mladi zdaj velikokrat iščete, ne, se sprašujete, ko vam je težko, a je vredno, ali ne, kako je, ne, mi ne gre, tu ne uspem. Cankar vam bo dal odgovore, ne, to vse je del življenja, to vse je brez tega, brez dna ni niti vzpona, brez klanca ni niti doline in brez doline ni niti klanca, ne. Vmes je pa vedno pot, ki nas vodi, ne. Tako da, evo, to je recimo ena ideja, ki jo lahko čisto povsod iščete in bomo videli potem tudi pri Hlapcih in še v kakšnem delu, kje so ti nastavki, da nam kaže pot naprej. No in zdaj smo ta 4. korak, kjer smo rekli, da je pravzaprav Cankarjev odnos ne samo do posameznika, ampak do celotne kulture, njegova angažiranost. On je bil tudi, napisal sem v areni življenja, ne, se pravi, ne vem, v enem trenutku je celo kandidiral na enih volitvah, ampak ni bistveno, potem se je tudi politike umaknil, ampak je še vedno bil v svojih delih, ga je izjemno zanimala usoda, prihodnost slovenskega naroda, slovenske skupnosti, ki jo je videl kot celoto. On je zelo rad hodil v Trst, na Dunaju, kot rečeno, je živel 10 let, torej je videl nekako slovenski živelj zelo široko, hkrati pa je zaznal njegove karakteristike, ravno zaradi tega, ker nas je gledal tako malo daleč, ne. Tudi Hlapce je napisal, ne, kot bomo videli, na Dunaju, oziroma ko je bival v Sarajevu pri svojem bratu duhovniku, ne, nekaj časa bil v Sarajevu. Skratka, nekako mu je ta pozicija od zunaj omogočala, da vidi slovensko stvarnost še bolje, zato tako da je danes pravzaprav še vedno, ne, tako aktualen, kot da bi danes napisal določene stvari, ne. A smem samo toliko, ne, ko smo imeli za maturo za narodov blagor,
in je sovpadalo s slovenskimi volitvami, je bil Cankar pravzaprav s svojim besedilom tako aktualen, da so mi maturanti slike slovenskih politikov obesili na doktorja Grozda in Grudna in tako naprej. Skratka, praktično smo gledali zadevo v živo. Tako. V bistvu je bil izjemen vizionar, ne? Izjemno nas je detektiral in to izrazil. Ampak kot rečeno, ne, v dramah je to najbolj očitno, ampak tudi v drugih, ne? Ker ga je to pravzaprav zanimalo. On je želel nas, torej čutil nas je, ne? Opazoval nas je in čutil, in je želel to izraziti na tak način, tudi zelo grob, tudi zelo, bom rekla, na trenutke tudi realističen, to, kar je realizem počel, ne? Zato, da mi prepoznamo, ne? Da se prepoznamo in da se popravimo, da se očistimo, da se prerodimo, ne? Ampak seveda je to izrazil, kot rečeno, skladno s svojim videnjem, in tudi ta ideja očiščenja in prerojenja je bila, kot rečeno, drugačna, ker je razumel, da mi ne bomo pozabili vse slabo, ampak se hkrati, ne, ko sprejmemo vse slabo, se že tudi prečiščujemo, ne. Ampak želel si pa je to. Tako da, če se vam včasih zdi temen, če se vam zdi, da opisuje, bom rekla, te najslabše plati slovenskega naroda, slovenske družbe, je to zato, ker je verjel v slovenski narod, ker je verjel, da lahko se prerodi, ne? In to je tudi pisal tudi programsko, tudi v svojih, recimo, predavanjih, ne? Javnih je to izrecno povedal, ne? Skratka, zato lahko rečemo, da so marsikdaj te ključne, Cankarjeve ključne besede, tudi ključne besede slovenske kulture. In mimogrede, o tem bomo v prihodnje še govorili, nekatere besede, ki sem jih tudi sama identificirala kot ključne besede slovenske kulture, recimo prav pot in dolina, ki se pojavljajo zelo pogosto tudi v slovenskih korpusih vsakdanjega jezika, so tudi Cankarjeve, ne, ključne besede. Tako da najbrž to ni samoumevno, zato pravim, da je Cankar kot slovenski Shakespeare. S tem, da Shakespearja Angleži prepoznavajo kot tvorca ključnih angleških pojmov, besed in seveda tudi, ne, klasika. Pri Cankarju nas to še čaka, moramo ga na ta način prepoznati. Skratka, tako smo pri petem koraku, ko smo rekli, da se, če poznamo te besede, če poznamo te ideje, bomo lažje se prepuščali temu ritmu, temu razpoloženju in bomo prišli tudi do sporočil, brez skrbi, samo brez vnaprejšnje želje, ne, ali pa samo po akciji. Treba se prepustiti razpoloženju, pri njemu ni v ospredju napeta zgodba, ampak je napetost iz tega razpoloženja, ki ponuja, kot smo rekli, temo in dan in noč, temo in svetlobo, ne. Skratka, na ta način bi vam rada osvetlila, oziroma dajmo si pogledati, bomo se kar vrnili k tem petim korakom in poglejmo si torej Hlapce, torej, ki nam že v naslovu povedo, sicer imamo tudi te klasične, bom rekla, ključne besede, torej imamo recimo takoj na začetku protagonista, kateri je glavni protagonist? Glavni protagonist, pač nekdo, ki je nosilec nekih sprememb, je učitelj Jerman, ne, če ste brali v Hlapcih, se pravi, Jerman je tisti, ki se recimo takoj na začetku zazre v vesele oči dekleta Anke, na koncu se pa zazre v žalostne oči Lojske, ko se odpravlja na pot, kajti v bistvu ga želijo premestiti. Namreč, kaj se dogaja, če na kratko povzamem za tiste, ki niste še brali dela. Gre pravzaprav za delo, gre za 5 dejanko, ampak lahko teh 5 dejanj razdelimo v 2 dela. Na eni strani je dogajanje okrog volitev, ne, konkretno so bile to volitve 1907. leta, ne, in on je potem to delo napisal, ne, je šlo 1910. Vendar mu niso prizorili tega dela, vse do leto po njegovi smrti so šele uprizorili in to v Trstu. Se pravi, 1919. so bili šele Hlapci prvič uprizorjeni, ravno zaradi
takšnih revolucionarnih idej, torej zaradi idej, ki so bile mogoče prenevarne za kakšno oblast. Ne. Skratka, gre namreč za to, da opisuje učiteljski zbor, ki pričakuje zmago liberalcev, zmaga pa ljudska stranka in tega v začetku torej ne pričakujejo in potem pokaže, kako se pa to ti učitelji mimogrede prelevijo, ne, iz vnetih prej zagovornikov nekega liberalizma, sedaj v vnete zagovornike torej te bolj klerikalne smeri. Ne. Jerman pa tega ne zmore tako, oziroma opozarja, da je to pravzaprav narobe, da je to tisto, kar pravimo hlapčevstvo. In zato mora na pot, torej ga tudi premestijo, ne. Ampak zdaj, če se ustavimo pri tem naslovu Hlapci, ki je tudi hlapci, hlapec je ena od ključnih besed Cankarjevih in vidite, da ima Cankar vedno v naslovih že, torej naslovi so že del ideje, ne, te idejne plasti. Novo življenje, smo rekli, išče novo življenje, tujci, sprašuje se o tem razmerju tujstva, tujega v nasprotju z domačim, z domačinstvom. Hkrati pa pri hlapcih poznate, torej kaj pomeni hlapec, če bi pogledali recimo v slovar, tudi to lahko naredite, ne, pogledate recimo na spletni slovar Fran, kaj mislite, kaj bi tam našli, kakšna razlaga besede hlapec? Kaj pomeni hlapec? Poznate besedo hlapec? Danes sicer nimamo več, saj ne, takšne vrste poklica v slovenski družbi nimamo, ampak si predstavljate, kakšen poklic je to bil, hlapec, ali kakšen položaj družbeni? No, kar poskusite opisati, ja. Kako? To je hlapec, no, se to pa res. Poznate iz kakšnih filmov, Dekla in hlapec, recimo. No, zdaj, če bi imeli čas, bi pogledali v Fran, ne, poglejte, prvi pomen bo pač nekdo, ki pomaga gospodarju, ki je, ampak seveda takrat ni bilo, da bi dobival zdaj plačo mesečno, ne, torej živi na domačiji ponavadi in je odvisen pravzaprav od gospodarja, ne, zaradi tega, ker mu služi, ne, tudi mlade so pošiljali za ta dela včasih. In bi našli še podpomen, da rečemo, da je nekdo hlapec tudi, ko je podrejen nekomu, ampak še vedno čisto v nekem objektivnem pomenu, ne. Drugi pomen bi pa našli, da nekomu lahko rečemo, da je hlapec takrat, ko je preveč odvisen od nekoga, ko je pretirano vdan nekomu, ko je pretirano lojalen, ko izgubi sebe v tej odvisnosti, ne. In kaj se vam zdi, tisti, ki ste prebrali te Hlapce, v katerem pomenu je naslov tega dela Hlapci? V tem prvem ali v tem drugem? Bolj v drugem, ne? Bolj v drugem. Čeprav ima Cankar, poglejte, a je kdo bral Hlapca Jerneja? Profesorica. Se pravi, v Hlapcu Jerneju pa imamo hlapca v tem prvem pomenu, kjer je tudi to izjemno pozitivna družben položaj, ker mu pripadajo pravice, ki jih žal v družbi ne dobi in zato išče svojo pravico za položaj hlapca. Ne? Se pravi, tam je, vidite, ista beseda, dva različna pomena, različne konotacije. Tukaj skratka, zdaj vi morate ob pol, ne, zaključite, tako da ne bomo brali odlomka, ampak vam samo jaz preberem en del, čeprav bi si zelo želela, bom rekla samo tako. Ali pa vam vsaj en delček preberem, gledajte. Pomislite, pol leta je komaj, to je Jermanov govor, ko zbere vse te učitelje in ljudi v svojem kraju, v knjižnici, v gostilni in jim želi povedati, kaj počnejo, kaj ni v redu z njihovim ravnanjem, to, kar sem prej omenjala, glede volitev. In pravi tako,
prisluhnite, ne, temu ritmu tudi. Pomislite, pol leta je komaj od setve do žetve, pa so ljudje, brez števila jih je, zavrgli svojo pamet in svojo vest, kakor škodljivo breme na tej poti do kruha. Tisti, ki so Boga samega zasmehovali, kleče pred njegovimi nevrednimi hlapci. Prej kletev, zdaj molitev. Beseda pa je votla, prej ko slej, zakaj njih srce je prazno. Tako se je zgodilo, od setve do žetve. Pa če se vreme nocoj zasukne, bodo preklinjali tisti, ki so še davi molili. Nova resnica je obsenčila svet. Izkušen človek mi jo je razložil. Hlapčuj, da boš napojen in nasičen, ter nič ne izprašuj, kdo ti je gospodar in kaj ti ukazuje. Hlapci, ki so se radovoljno prodali, pa so bolj goreči od gospodarja samega. Gospodar se prekriža, hlapec moli rožni venec. Gospodar moli oče naš, hlapec upravlja 9-dnevnico. Bolj skrbnih varuhov nima neumnost. Noč in dan stoje pred njenimi durmi, da je ne zaloti beseda od zunaj, ter ji ne zmoti virnega srca. Torej, če povzamemo, vidite, da tudi tukaj s poudarki, recimo, kaj je tu ključno, kaj počnejo ti hlapci. Počnejo, da če se gospodar samo prekriža, hlapec že moli cel rožni venec, torej je hlapec še bolj, mi rečemo, bolj papeški od papeža, rečemo danes. Se pravi, ne razmišlja svojo glavo, ampak samo vdano posnema oziroma še pretirava, ne da bi razmišljal svojo glavo. In recimo, se pravi, želi opozoriti na to neumnost in pravi, poglejte, kako je ta poudarek, členitev v aktualnosti, se spomnite, kaj smo prej rekli, kaj pravi, bolj skrbnih varuhov nima neumnost. Kako bi bilo običajni besedni red? Neumnost nima bolj skrbnih varuhov. Torej, tu imamo prvič poosebitev, imamo metaforo, varuhi, neumnosti, vse to in še zamenjen vrstni red. Vidite, koliko v enem kratkem stavku, kako nabito pa taka groba beseda, neumnost pravzaprav. Skratka, v tem kratkem odlomku smo lahko videli, kako ponavlja, kolikokrat se ponovi hlapec, kolikokrat se ponovi od setve do žetve. Se pravi, v kratkem času, najprej smo sejali, smo se pripravili na volitve in samo v tem obdobju se vse spremeni. Sedaj smo kar enkrat ti večji hlapci, torej bolj papeški od papeža. Skratka, v tem kratkem odlomku lahko ugotovimo, kako s temi ravno poudarki, z izborom besed, z metaforami prihaja do, lahko razkrijemo ideje, glavno idejo te drame. Obenem začutimo, da tu ne gre samo za, ravno zaradi te privzdignjenosti, čutili ste ta govor, to ni vsakdanji. Za te privzdignjenosti tudi čutimo, da tukaj se ne nanaša samo na tisto gostilno, na tiste ljudi, ki so tam, ampak govori pravzaprav celotnemu slovenskemu narodu. In spet bomo lahko našli tudi to kulturno komponento in ta ritem, kot smo rekli. Skratka, povedali smo sedaj, smo šli po vseh teh 5 korakih, manjka še to, kaj se zgodi z Jermanom na koncu. Ali je torej upanje na koncu, da bo vendarle kdaj, da bomo išli iz te neumnosti ali ne, ali je izhod kakšen drugi, ker smo rekli, da je vedno pot temna in svetla, da ni rešitve, ta neumnost bo vedno prisotna, vedno bomo tudi takšni, prilagodljivi in ustrežljivi. Ampak na koncu, čeprav se on upira temu, da bi postal enak, oziroma upira se, da bi sploh recimo prisluhnil tudi tam župniku, ki je seveda takoj prevzel sedaj to moč, ki jo je dobil tudi s to drugo politično opcijo. Jerman se temu najprej zelo upira, na koncu pa, ko pravzaprav vidi to globoko nesmiselnost vsega in celo želi poseči po revolverju,
preden bi se moral odseliti. Prevaga, boste videli, no, kako si boste vi sami interpretirali, ampak na koncu zasliši glas matere in zasliši glas Lojske. Je pravi duša, ne, poglej, zdaj, če bi prebrali glas dekleta in glas matere in gre nazaj, se pravi, ne gre po revolver. Se pravi, zdaj si lahko sami interpretirate, sama mislim, da tu prevaga ta ljubezen, ne, ta želja po nečem lepem, ki ga drži naprej tudi v tem včasih hlapčevskem svetu. Ne. In tako, poglejte, vedno bo kakšna, on vidi prav recimo učiteljstvo oziroma znanje, izobrazbo vidi kot luči, ki razsvetljujejo, ki nam nudijo neko upanje, da lahko zdržimo tudi v recimo tem svetu, ki je vedno ima tudi, kjer prevladuje velikokrat tudi neumnost. Ne? Tako da zato izobrazba tudi zelo dobra popotnica, ki nam jo je dal Cankar. In evo, s tem bi se vam zahvalila za pozornost in vam želim uspešno izobraževanje že pri obdelavi Cankarja in potem seveda pri dokončanju vaše srednješolske izobrazbe in na to še dalje. Hvala lepa.